Živjo. Sedaj bodo prišli na vrsto vsi ljubitelji košarke in sicer si bomo izdelali en tak sobni koš za sobno košarko. Potrebovali bomo en tak kos lesa, tanjšega ali pa en kos tršega kartona. En tak, ki bo služil za tablo. En tak obešalnik iz žice, ki bo služil za obroč. Tak lepilni trak, s katerim bomo oblepili našo tablo in naredili razne obrobe. In vrtalnik s fedrom, s katerim bomo zvrtili luknjo, da bomo lahko naš koš pritrdili na tablo. No, in si pa pogledamo zdaj, kako bomo stvar izpeljali. No, najprej bomo iz tega žičnatega obešalnika probali oblikovati čim bolj pravilen krog. Tako, to je malo nerodno, počasi se bo dalo. Tako, lahko si pomagamo tudi s kakšno zadosti veliko okroglo kanto, da damo obešalnik čez in ga probamo še malo tako po tej obliki. No, sedaj, ko smo se kar pošteno namučili z našim krogom, bomo v tablo izvrtali luknjo, da bomo lahko potisnili oziroma pričvrstili naš obroč na tablo. In sicer nekje na sredini table, dajmo reči približno 5 cm od spodnjega roba, zvrtamo luknjo. Takole. In potisnemo naš obroč skozenj. Takole. Tako, ko nam je uspelo poriniti skozi luknjo, a na drugi strani zavijemo navzgor. Lahko si pomagamo tudi malo s kleščami, ker je to malo trdo. Tako, ko nam je uspelo naš obroč zviti, da je pravokoten na tablo, bomo na drugi strani še zalepili, da bo stal na meru. Tako lahko vzamemo kakšen tak širši lepilni trak, lahko tudi kakšen bolj močen. Ne bo škodilo. Tako kar večkrat zlepimo. Več ko je, boljši je. Ni treba sicer pretiravati. Toliko, da bo držalo na mestu.
Takole. To je kar fiksno. Tako naša tabla zdaj rabi še malo obrob in črt. Pa bomo vzeli kar tak krep papir, lepilni trak. Lepilni trak, ja, ne krep papir. Tako. In gremo kar tako po robu. Ena stran, pa še druga stran. Še na vrhu. Pa lahko še spodaj. Takole. No, pa naredimo še nad obročem en tak kvadrat. Približno ne bo. Tako, naš preprost sobni koš je narejen. Lahko si omislite tudi kakšno mrežico za tle okoli, ali pa da ste kakšno vrečko gor in prerežete spodaj. Toliko, da bo malo bolj podobno ta-pravemu. Zdaj za žogo pa je tudi enih več variant, kako bi lahko si jo naredili, ali pa če imajo otroci približno kakšno tako podobno stvar, kakšno igračo. Važno je, da je žoga lahka, da ni pretežka, da ne bi našega obroča preveč zvila. Lahko se tudi iz papirja naredi, pa se oblepi malo z lepilnim trakom. Pa mogoče bom probal kar eno narediti, da bomo videli, kako pride. No, jaz sem dobil nekaj reklamnega materiala. Preprosto namečkamo tako eno kroglo. Več plasti. No, se pravi, evo, to je ena taka otroška igrača, žoga. Zelo taka lahka, primerna, da ne bo poškodovala. In kot že prej omenjeno, papir stisnem tako v kroglo, vzamemo lepilni trak in kar malo oblepim okoli in okoli. Tako ena taka pa vizorična žoga, tudi lahka, nič ne bo škodila naši tabli in košu. No, vseeno bi vam rad pokazal en tak preprost način pletenja mreže. Se pravi, vzamemo špago, damo na pol. Tako. Tukaj jo tako zavežemo. In potem sam med seboj prepletamo, naredimo tako vozu, navaden vozu. In med seboj prepletamo.
Gledamo približno, da je enako dolgo. Tako. In tako gremo po celem obodu, da dobimo eno tako povezano mrežo. No, pa obilo zabave pri igri. Se vidimo, hvala.